Nov let je, prazniki so mim, zdaj treba pa nazaj delati. Mi dva imamo letos eno ful tako zanimivo dilemo, oziroma pač sva pred nakupom. Kaj? Ja, guma, ne. Nekaj, kar pač ne more človek preskočiti. Definitivno. In ja, vesolje se je tako poravnalo, da moramo oba letos gume minati letne. Za čudo. Tako da so rekla, da bomo malo kontenta na temo tudi teh gum, oziroma same izbire gum posnela, ker se mi zdi, da vsak video, ki ga najdeš na netu, se začne z kvotom, da gume so edine točke, ki se stikajo s tlemi pri vašem avtu. In ja, dejstvo je, to je ful pomembna stvar, ampak če bi imeli vsi ful denarja, pa bi vsi kupili vedno najboljšo možno gumo in sploh ne bi rabili imeti te debate. Ampak ker temu ni tako in tudi ker imamo na trgu milijon enih gum, milijon izbire. Ki so jih tako zelo dobre ali pa celo primerljivo dobre, tistim najboljšim za manj denarja se da marsikaj dobrega izbrati. Ta odstopanja so tudi na testih velikokrat tako majhna, da ne vem, med prvo pa med 10. gumo so razlike take, da jih povprečen voznik ne bo opazil. Tako da meni je noro, koliko se pač ene propagande dela okrog tega, da je vedno treba pač najboljš, ker v realnosti pa ni čist tako, ne. In tudi, če se sprehodite po parkirišču, kjerkoli vidite, da od do in ne samo to, tudi sezone gum so v določeni sezoni od do. Pa tukaj tudi ne bo zdaj ta tipična hostilniška debata, ki bo trdila, ne vem, primer, ena oseba ima Michelin že celo življenje in Michelin je najboljša guma. Ja, Michelin je res dobra guma, obstajajo tudi še druge. In tu bo danes probala lih malo razjaskati oziroma lih malo se pogovoriti tudi z vami. In Andraž mora meniti gume pri Hyundaičku, jaz moram pri Leonu. Zdaj pač tukaj ni Leon, tako da ne boste rekli, da pač so malo čudno. Ne pozna svojega avta. In mi da uporabljava, se pravi, z Leona in on Hyundai za različne namene. Zelo različne namene, ja. Je pa tudi res, da Andraž velikrat mora narediti tudi pretežno, če recimo Octavia ni na voljo, vzameš Hyundai in imaš tudi avtoceste 80-90%. Seveda. In tudi so stvari, ki jih jaz rabim drugačne, kot jih rab Andraž. Ja. Tvoja pot na šiht se ne more bolj razlikovati od moje, ne? Ker jaz sem res prav dotičen primer, ki ima 99% avtoceste, ker imam res dolgo razdaljo in pač praktično tle iz Logatca toliko, da prijem na avtocesto in pač naj bo to Štajerska, Dolenjska, Gorenjska, kakorkoli, vedno je pač tak kos avtoceste, da pa tudi toliko dolga pot, da meni na kraj pamet ne pride, ko prijem dol z avtoceste, da bi se hotel pa še nekaj zluftati tam, ker po večini itak ni neka taka cesta, da bi to lahko delal, pa omejitve, pa vse, seveda, pa tudi pač oprema v prtljažniku ne moreš, da bomo vse razmetavali, ne. Tako da recimo jaz pri svojem daily driverju imam edino zahtevo, ki je, da je guma udobna, da dobro drži v mokrem, pa da tudi je čim bolj tako, bom rekel, ekološko naravnana, da je manjši upor, da ni nekih takih, ne vem, jaz na Octavii recimo ne rabim športne gume, ker mi čisto nič prav ne pride in dobesedno bi samo degradirala na avtocesti ali pa še celo se kaj čuden začela obrabljati, ker te high performance so kar znane po tem, da če jih ne obrabljaš, se pa malo namrdne aparate ali stopničaste ali pa kakorkoli. Bog ne daj, da ti še kaj optika začne faliti, ka pa že tako tisti mehek profil začne sam še bolj pobirati, ne. Medtem, ki ti imaš pa dosti bolj tako dinamično pot v službo, ne? Jaz imam pa do šihta in nazaj same ovinke, tako da avtoceste praktično ni. Jaz uživam po ovinkih, nič mi ne manjka. Je pa res, da zaradi tega so robovi gum hitreje obrabijo, tako da tudi posledično zaradi tega moram gumo prej menjati. XL bočnica je mus, ne? Ja, obvezno. Je pa še ena stvar, recimo tebi je važen, kakšen kotalni upor ima, pa da je eko oziroma da je malo bolj tudi na nek prihranek na gorivu. Tako, ker pač na 30-40 tisoč kilometrov na let se pozna, tudi če je to pol litra razlike, ne, se pozna. Jaz tu sicer nahljam, pač mene hrup, poraba, upor tu priznam, da me ne zanima, je pa isto, imam iste želje, se pravi, da dobro drži na toplem, v hladnem, v dežju, kakorkoli.
Ampak ja, letna guma itak ni za čez zimo, tako da je to čisto neka ločena stvar. Ja, ampak je pa treba pomisliti tudi na to, ne, zgodna pomlad. Ja, Ali pa sploh ne več zgodna pomlad, tudi že pozna pomlad, kdaj ga začne malo s temi temperaturami, pa tudi pol jesen. ja hitro lahko odreže. Ti imaš veliko kar te naenkrat. senčne lege Ja. po poti. Ne? Ne vem, če je zjutraj 0-1, zna biti že kar malo spolsko. Ne? Je že parkrat se je zgodilo, da sem imel še recimo letne gume, pa sem šel na šiht, se pravi pač Zala, a ne, ali pa vrh gore, se pravi, če greš iz Cola proti Črnem vrhu, a ne, se pač vzihneš in pač Zala je pa še znana potem, da je precej senčna lega, a ne. In je že velikokrat, ko še ni bilo, se pravi, čas uradni cajt za zimske gume, je naredilo tisti ping, ko pade temperatura na Pod 4, štiri, ja. oziroma pod 4. Ja. Tako da tudi na to je treba gledati. Ne. In so nekateri modeli gum, ki se ne obnesejo lih tako dobro hladnem. a ne, Andraž? Imamo tle eno, lahko greva kar takoj k te gumi. Ne? To je v bistvu Pirelli PZ4 s HN oznako, se pravi Hyundaiova prva ugradna. In jaz moram reči, da prve 2 leti jaz sem bil zaljubljen v to gumo. Ta guma je bila v takih optimalnih pogojih vrhunska. Ker je bilo toplo, to se je držalo, ker se je guma segrela vrhunsko. Pa pridejo res ta prehodna obdobja, predvsem kakšna jesen, ki ima listja malo mokro, malo hladno, tako bom Govoriš rekel. iz Ne. izkušnje, ja? Iz izkušnje, ja. Takrat pa ta guma rata, ne vem, pokaže nek drug obraz, da bi en alter ego in se začne obnašati, kot da je iz plastike narejena. Tako da, če sem lani še mislil, da bom kupil še en identičen set, no zdaj ga ne bom, ker dejansko ni problem samo pri dinamični vožnji, ampak že tako pri nizkih hitrostih, pri bremzanju. Imel sem en primer, ko sem, ne vem, pri 40 na uro na ravnini stisnil bremzo do konca in pač kar je bilo samo ABS je začel pokati, ampak avto se ni ustavljal, tako da takrat sem rekel ne, nikoli več. In tako pa začneš tudi malo razmišljati, ne, tudi za tiste avte, ki jih uporabljaš vsak dan, recimo tako kot ti Leona, da pridejo pač petek in svetek, ko moraš ti na šiht. In ne moreš lih zbirati, danes pa ni vreme, pa ne bom tako, ker jaz pač tega avta ne dam ven, če mi ni do tega. Ne? In je to malo razlika, tako da takrat pridejo v obzir še ogromno enih drugih faktorjev, ki moraš na njih gledati, da zbereš v redu gumo, da ti služi pol 2-3 leta. Ne? Sigurno, absolutno. Pa dejstvo je, da tudi pri tvoji vožnji na šiht je tudi obraba malenkost večja, kot pa pri meni sam na avtocesti. Jaz pač kar moram skrbeti je to, da je pač optika tako, kot mora biti, da pač naravnost ne požira gum, pa mi načeloma zdržijo gume tam 60-70 tisoč kilometrov brez problema, ne? Ker pač peleš se naravnost in to je to, ni nekih obremenitev, bom rekel. Je pa tudi optika ena stvar, ki se mi zdi, da jih veliko pozapa, ne. Ja. Tako, doživiš ko pa je optika, pač to ko greš optiku za... Ne, ni ta optika, to je optika za avto, ki je tudi zelo pomembna. In če se komu dogaja, da recimo, da se mu res občutno preveč obrabljajo ali notranji robovi. Notranji ali pa zunanji, kjerkoli. Ja. Ne, pač to je tudi en pokazatelj, da mogoče sama nastavitev podvozja ni lih ta prava. Ne. Ja, pa v bistvu sploh ni nekega indikatorja. Jaz se spomnim na Oktavi, sem imel pri 100 000 kilometrih prvič, po moje tam septembra enkrat, čisto slučajno, pa to ni v moji navadi, sem pustil namotane gume, ko sem parkiral in pridem ven in vidim na notranji strani gume pač drate. Sem tako, ok, to pa zdaj ni več dobro, ker pač na volanu se ni čutil, volan tudi je bil normalno naravnost, tako da v bistvu sam kar precej se je na noter vse skupaj pomaknil. Temu se reče cestni dirkača, ne. Ampak, slaba optika. ne, tako da ja, dajte pogledati vsake toliko malo svoje gume, no, ker sploh slišal sem, da Volkswagen grupa nasploh tam pri 100 000 kilometrih se kar malo po svoje vse skupaj nastaviti, tako da je treba iti malo k zdravniku pogledati. Ja, se mi zdi, da na gume niti ne damo neke hude pozornosti med letom. Ne, največkrat sem, kadar menjuješ, oziroma kadar je cajt menjave gum. Ja, pa če ti lučka zatlaka po svet, takrat greš malo preveriti, takrat ti malo toplo rata na avtocesti, kva če zdaj pušča, ne? Ampak dostikrat je samo tako, da je pač taka sprememba temperature, da pol pač tlak naraste ali pa tuk pade. Zdaj pa, daj mi ti za štart povej, kaj si do zdaj že kaj sprobal, kakšne gume si do zdaj kaj vozil, kakšne so bile izkušnje z njimi, tako da malo veva za naprej, za referenco, pa če si
v kakšne še toliko zaljubljen, da bi jih še kar naprej imel, ali boš šel kaj novega probati? Se pravi, če začnem po ribic je bila prva ohradnja Bridgestone, potenca, ne vem, kjer model. Zelo fajn guma, če je bilo toplo, če je bilo suho, se je dobro obnašala v dežju, pa tistega oprijema oziroma tistega zaupanja v gumo nisem njih več čemu. Tako da iz tega vidika Bridgestone že sama po sebi ne bi zdaj več zbral niti gledal, čeprav mogoče je to narobe, ker verjamem, da ima še kakšne druge gume, ki se res boljše obnese. Ampak se mi zdi, da smo precej tako naravnani, da če imamo z enim slabo izkušnjo, pol vpliva to tudi za naprej. Vsaj za nekaj časa, oziroma pa moraš neko kontraizkušnjo slišati, da spet probaš. Evo, jaz sem imel na Octavii lih tako, te Bridgestone, mislim, da so bile Toranca. Te so prva vgradna na teh karavanih ponavadi. In tako v grobem sem bil kar zadovoljen, ker je prišlo pa recimo do kakšne take dinamične vožnje, pa to me je pa zmotila ena stvar, in sicer te gume so po defaultu malo bolj trde in se pravi, ta krivulja popuščanja oprijema ni tako linearna. Ne čutiš, kdaj bo konc, ampak je tako, oprijem, pa sam reče adijo, in gre avto. Čisto kontra temu. Tako. In te presenečenja nekako meni niso bile všeč, tako da tudi jaz zaenkrat za Bridgestone se trenutno ne bi odločil, vsaj ne za te modele. No. Medtem, ta Pirelli je pa lih v tem bila dobra, da v perfektnih pogojih si ti zelo linearno čutil popuščanje in si točno vedel, kdaj bo avto na meji, pa do kam lahko greš. Ja, itak. Zdaj v bistvu jaz naslednje po Bridgestone snemo lih take Pirelli na Ibizi, se pravi, so bile Pirelli P0 Nero GT. Super guma, tako kot si že ti rekel. Pa čas tudi se mi zdi, da nisem imel nekih slabih izkušenj. Se je pa mogoče malo hitro obrabljala. Pa mogoče polja kasneje, kadar prije do tiste, da že malo manjega profila, tudi čutiš, da na kakšnih hladnih, mokrih površinah ni več ziher, ampak še zmeri boljš kot Bridgestone, v mojem primeru. Ja, tako, pa na tem avtu. Pa na tem avtu, ja. Že same dimenzije guma oziroma so lahko precej nehvaležne. Ja, koliko ima ta Ibiza? Ta ima dosti čudne anima. Ta ima 215, 40 ali 45, 17, pač neka taka glupa in to tudi pol vpliva na samo ceno. Koliko je recimo povprečno bila taka letna? Mislim, da je bila 110 evrov, kar je bilo, pa to je bilo full cajta nazaj, ker sem jaz kupoval Pirelli. Preden so se tako podražale precej. In je za 17, tu zelo draga. Ja. Pač za tiste cajte. Pa za tako širino sploh, ne, ker če tako gledaš, vidimo srečo, recimo na Leonu pa na Hyundaiu imamo zelo tako pogosto dimenzijo, ti imaš 225, 40, 18. Jaz imam pa tle 235, 35, 19, se pravi, en preskok sta vmes, ampak sta ful pogoste, ker praktično, tako kot ima Leon, ima praktično cela grupa dimenzijo, do letnika 220 se mi zdi, ker jaz sem pa na Octavii, imam pa višino 45 in je pa v bistvu 40 evrov po kosu dražja guma, identična, pač vsaj bila, zdaj mogoče, ker je toliko več teh avtov, se je malo znormaliziral. Ampak vseeno se kar pozna, recimo tista prva leta, ki je bil ta preskok, je bilo kar, se mi zdi, da je bilo ful malo avtov pred njim, ki je imel to dimenzijo in da si pa lahko prišel. Zdaj jih je pa že dosta, ne? Ja, zdaj jih je zmeraj več. Ker recimo to, kar ima pa Hyundai, imaš pa tudi na Golfu R, na Cuprah, na, ne vem, tudi Porsche, mislim, da ima na sprednjih gumah pri Caymanih te dimenzije. Ne vem, jih je kar nekaj, no, bom rekel. Sicer je ful, res je nizka bočnica, ampak pa moraš tudi malo gledati, da imajo dober ta zaščitni rob gume, da malo pazijo feltno, ker tudi če grem jaz na full lock na Makadamu, se skale že dotikajo feltne in je pa že kar malo problem. Moraš kar malo misliti, kje obračaš pa kako obračaš. Ampak pustimo zdaj to, ne. Naprej? Ja, že sem primerjava, če sem nazaj, če sem dal, bi rekel zdaj 5 let nazaj za Pirellijeva guma 110 evrov za dimenzijo 17, zdaj dam recimo na Leonu, ki ima res boljš dimenzija. Bolj pogosto. Bolj pogosto, dam okrog 90-95 evrov, pač to je občutna razlika. Pa zdaj, ki so pač tudi cene šle vsega gora. In pol po Pirelliju je pa bil cajt za Kumho, Exta P77 in zelo zadovoljen, tako da tukaj nimam kakšnih pripomb in se mi zdi, da bojo šle tudi naprej, zaradi tega, ker so bile ugodne za to dimenzijo, dobro se obnesejo in se mi zdi, da pač to je tisto, kar človek išče pri temu
pri nakupu pneumatika. Ne. Je pa res, da sem vmes znucal zimske gume v letni sezon, kar ni prav, vem, se zavedam tega in tudi pač guma se ne obnaša isto, kot se po zimi, oziroma zimska guma se ne obnaša tako, kot bi se mohla letna guma. Vem, da ni prav, pač to je moja stvar, se mi pa zdi, da najbrž nisem edini. Ne, definitivno ne. Pač sploh, če imaš namen gumo znucati, pa jo ne uporabiti pol še po zim. Ker če pa polet voziš zimsko, pa jo pol še po zim, pa rata toliko trda, da pač te zimske lastnosti izginejo. To je pa slab recept. Ja, tisti pa ni. Ampak glej, če so pa za znucati v končni fazi, sploh zgodaj spomladka je še mrzlo, pa dež se pa tudi ta zimska zelo dobro obnese. Tako da pač, ja. Ni, da bi zdaj to ful promovirali, ampak pač, če je treba, pa če budžet ne dopušča drugega, zdaj stran metal pa tudi nam. Juri bi rekel, cele kupo, cele znuco, tako da če ne narediš burnouta, na konc nisi do konca znucal. Se mi zdi, da bi dvaj še zmeri premalo znucala za njegove pojme. Definitivno, ampak lej, zato bi mogli iti pač na grobnik, ampak pridemo k temu še malo kasneje. Zdaj po temu, zdaj pa čurim na Leona, imam pa v bistvu zdaj trenutno gor sem njemu Goodyearove F1 Asymmetric 6. Tukaj pa tudi nimam nobenih pripomb, res se dobro obnese in je tudi ena tistih gum, ki je v izboru za novo letno gumo, novo staro letno gumo, kakorkoli. No, vse, ja, štekam. No, jaz pa tako, kot sva že prej rekla, tle gor so te Pirelli original in pač sej načeloma res v idealnih pogojih je bila guma res fajn, ampak pol je pa šlo to sam navzdol, tako da zdaj... Zdaj imajo nov model, ne? Ja, tako. Prva guma, tudi če sem rekel Pirellija, ne en cajt, je zdaj prišel ven Pirelli z novim modelom PZ5, ta je PZ4. In nisem sicer slišal še veliko mnenj, tudi testov ni še ogromno gor, ampak menda naj bi bila boljša, naj bi bila bolj primerljiva s kakšnimi bolj high performance gumami, tudi v slabih pogojih, da so pač to malo izboljšali to zmes. Tako da, kar se tega tiče, bo zadeva za preveriti, bo malo za probati. Zdaj, če je kdo od vas to že kupil, pa da jo ima, prosim, napišite spodaj kakšno izkušnjo. Potem ena guma, ki se že full cajta pojavlja tle na vrh, je Michelin Pilot Sport 4S. Ta je pač nekako, jaz mislim, da ta guma je že 7-8 let, če se ne motam v zuni, ni tako nova, ampak je sam dokaz, koliko dobro gumo je takrat Michelin naredil. Da zdaj ne more zboljšati. Res, ja, definitivno. Ali se pa tam dobro prodaja, da pač zdaj ta nova je lepo zaklenjena tam noter, pa pravi, dokler bo to šlo, bo to tako ostalo. Naj bi bila ful dobra in za dinamično vožnjo in tudi v slabših pogojih, kar je v bistvu zame odličen recept, ker kljub temu, da ta avto ne gre ven vsakič, ko vsi ostali, še vseeno lahko pride do kakšne stvari, ki ga pač moram vzeti, pa pač grem ven no matter what, in tako se je pač tle pri teh gumah pol začel kazati te šibke točke. Tako da Michelin definitivno, pol ena, ki jo ima, se mi zdi, oba kako ne rečem, na wish listi je od Continentala, Sport Contact 7. Ta je tudi ogromno enih dobrih ocen dobila in tudi cenovno, recimo za moj avto je nekje 140-145 evrov, koliko pride za Leona, si kaj gledal? 95, 96. No, tako da ta guma je zelo dobra, tudi po testih zelo dobre ocene. Tudi že par kolegov na enakem avtu so jih naročili, pa jim je ful všeč. Edin nek downside naj bi bila malo večja obraba, ampak zdaj jaz nimam neke reference, kaj to pomeni, koliko hitreje se obrabla. Ker meni se je ta recimo nekje v 15 000 kilometrih zrabla do te mere, da pač jaz je ne dam več nazaj, ker ne bi se lih igral. Poznaš koga, ki si zapisuje kilometre? Poznam. Jure je tak, on si piše za vsako tankanje, koliko litrov, koliko evrov, koliko je bila cena goriva takrat. Mislim, da tudi za gume piše, koliko je s kakšnimi gumami naredil kilometrov. Še hujše od mene. Ja, on bi mogel kakšno tabelico še nam šerat, da bi še mi lahko si pisali take stvari. Tako da, Jure, te bo pocukala za rokav. Tako da, se pravi, ta Conti. Fun fact, imel sem že naročene ene gume za ta avto, ki pol niso prišle, Bridgestone Potenza Race. To je v bistvu nek ekvivalent Michelinovi Cup 2, se pravi, malo bolj semi-slick varianta. In
Dobil sem je za tako ceno, oziroma taka ponudba je bila, da sem rekel, ajde, da to bi bilo za proba, tudi če jih v eni sezoni uničem, ampak pa nažalost pač so bile out of stock in niso prišle. Kar redna cena je pa mislim, da tako 250 € ali nekaj tasga, tako da tisto pa bomo še malo počakali. No. Ker v končni fazi še vseeno, jaz še zdaj ne morem izkoristiti celega potenciala tega avta, da pa zdaj se šli z nekimi gumami, da bo pol sekunde hitrejši. Moram jaz prvo priti do tiste pol sekunde, pa lahko še tiste pol sekunde lovimo, tako da to pustimo. Ampak je bila li šansa, ne se rekel, da boš probal. Probali smo, pa ni bilo namenjeno, tako da ne veš. Ne. Zdaj, da ne bova kljuvala samo po teh high-end znamkah, ne. Pač ogromno je tudi enih takih znamk, ki mogoče niso toliko znane, ali pa mogoče se jih drži nek sloves tak, ki v bistvu sploh ni upravičen. Ne. Ja. Ti imaš na svoji Ibici, ne te, ampak uni vintage, nekaj zanimivka, ne? Kaj je tam gor? Nankang, kitajska firma, tiste so vsemi slik, zdaj ne vem točno, kjer model. A je AR1? Ne vem. No, Neč nam rekel. Ene semi slik gume, ne? Pač izgledajo čisto brutalno in tudi držijo čisto brutalno. In tudi držijo. Ja. Ker sem bil najprej malo prestrašen, oziroma so me drugi strašili, oziroma pač splošno zaupanje v kitajske gume, da so za en drek, pač tu ni res. Ne, pa Nankang se je v zadnjih letih ful dokazal, sploh v tem motošport svetu, ki pač glede na vložek, ki ga daš, dobiš ven maksimum za ta denar. Tako da se mi zdi, da oni res pelejo. Zdaj, lani so dali ven CRS-1 gumo ven, mislim, da se tako imenuje, ali neki ta CRS, kakorkoli, ki je semi slik guma za pač res same hude avte, na Porsche jih daje, tudi za tega ga dobiš to dimenzijo. Sam mislim, da je tako 350 €, tako da jaz bom še malo počakal, da se meni noge izbrusijo, da bom sploh lahko skoristil kdaj tako gumo, tako da to še pride kasneje. No. Razen, če se Nankang najde. Pa pošle kakšen set gum. Ampak ne. Pač je zanimiva, no? Tako da obstaja pa tudi, ne vem, jaz sem slišal, pa po moje tudi ti, za mnogo enih teh no-name znamk, ki so v bistvu neke hčerinske firme oziroma podznamke bolj znanih znamk. Se pravi, ne vem, slišal sem za Barum, to ne bi bila tako kontinentalova podznamka, ki delajo gume v isti tovarni, zelo podobne zmesi, zelo podoben profil, sam pač ni toliko denarja v marketingu, tako da pa, ne, tudi kaj tazga bi bilo zanimivo probati, pa ne, a si ti še za kakšno tako slišal? Meni se zdi, da je Zebrink od Michelina, nisem ziher, ali Zebrink ali Semperit. Nekaj od tega, no, se ni važno, ampak v glavnem... Tudi na gum piše. Ja, marsikaj se da dobiti, tako da če je kdo od vas kaj tazga probo, daj napišite spodaj v komentar, ker me tudi to ful zanima, no, pač, lej, ne moreš vedeti, če nisi probal, tako da je škoda, da bi neke stvari ostale tako v ozadju, če so lahko ful dobre. Mi doma nismo še nič odločili, zdaj pač zbirajo neka mnenja, ideje, ki bi prišli upoštevane, tako da če imate res kakšen tak predlog, napišite. Ja, napišite spodaj te izkušnje. Ne vas ne bo sram, zato ker ful fajn, če se kakšne debate odprejo in da lahko pol posnamajo naslednji video na podlagi teh vaših mnenj, pa da pridemo pol do kakšnega ožjega izbora. Ne? To zna biti ful dobro. Pol, se pravi, tudi Goodyear sem še pogledal. Recimo, če se spomniš, ko sem imela od Jurija Octavio doma, je imel gor Super Sport, ne? Pa pri njih imaš tudi Super Sport R. Te Super Sportke so v bistvu podobne k PS4S, R pa Cup 2, tako da je pač tudi ful dober. Sam je pa zdaj v parih letih se je cenovna politika njihova kar malo spremenila in so zdaj dejansko dražje od Continentala. Kar pa je meni spet tako, mogoče pa za ta denar bi pa raje vzel eno Continentalko, pa tudi če se mi malo prej izrab, ker tudi tune pa niso bile niso dolgo zdržale, sicer Juriju je to druga, ampak tudi pogrobni, ko smo se vozili z njimi, pa so bile ful dobre, tako da moram reči, da tam sem bil tudi kar navdušen, tako da še ena pozitivna izkušnja. Kaj še kaj tazga? Kaj pa Unireal Rainsport, si to kaj razmišljal? To sem gledal, ja, sicer pravijo res, da se v dežju oziroma na mokrem, da se ful dobro obnese, malo manj pa na suhem. Tako da mogoče iz tega vidika nisem lih v nekem top izboru. Verjamem pa, da je lih tak dosti zadovoljnih uporabnikov, dosti dobrih izkušenj. Zdaj, ne vem, kakšnih drugih kitajskih znamk še nismo niti razmišljali, niti gledali, zaenkrat se mi zdi, da bi kar ostala pri teh, ki jih nekako poznava oziroma ki sva slišala dobra mnenja. Ampak
Je pa res, da tudi zdaj že v bistvu tovarniške ugradne so tudi kakšne kitajske znamke gor, tako da sigurno bo skozi več tega. nekaj je na tem, ne, pač tehnologija napreduje, tako da tudi sam razvoj gre v pravo smer in gume niso samo gume, ne, tle je ogromno enih milijonov, ki grejo v razvoj in v te zmesi in ja, zdaj se je zraven tle tako vključila tudi ekologija, se proba čim bolj reciklirati, pa mogoče na račun tega pa kdaj kakšen performance malo pade, ampak ja. Daj mi povej tudi, kako pa ti kaj gledaš pa zdaj za te gume, ne vem, a si gledal kakšne teste, a si gledal bolj po netu ali po priporočilih frendov, kaj ti je bolj? Pa jaz priznam, da načeloma za orientacijo pa gledam najprej te naše teste, ki so v Sloveniji, pol se pa toliko malo bolj poglobim, pa grem še v bistvu, kaj je že ta spletna stran, Tire Reviews. Tam se mi zdi, da ima res ogromno nekih testov, od ultra high performance, letnih pneumatik, pol v bistvu nekih srednji rang letnih pneumatik, ki niso za zimske in tudi za, mislim, za eko oziroma za električne avto, pač vse je prilagojeno, tako da tam je v bistvu nek zbor vseh testov iz celega sveta, tako da lahko jih malo primerjaš, tudi teste med sabo. In tudi v bistvu, kakšne ocene so dobile določene pneumatike v katerih testih in pa lahko tudi v bistvu primerjaš, ne vem, zim da za primer, nekaj konti na prvem mestu, nekaj na tretjem, nekaj Pirelli prva, pač ful tako mešano in pol dobiš nek tak grob občutek, no. Tako da tam malo bolj pogledam. Ja, pa si moraš tudi pogledati, ne vem, znotraj znamke je tukaj njih modelov, da pač ni vsak za vse, ne. Sej pač zato delajo zelo specifične gume in tudi za različne avte, različne dimenzije se drugače obnašajo, tako da pač zdaj, perfektnega recepta itak ni, ampak tako, kot so že prej rekla, te razlike niso toliko hude, da jih bo zdaj povprečen voznik čutil ta prvi dan. Absolutno. Pač definitivno, ne. In tudi kakšne te slabše znamke, recimo, jaz mislim, da prvo pa drugo leto uporabe se bojo čisto super obnašale. Se mi zdi, da pol pri premium znamkah se mogoče bolj pozna še kakšen dodaten let, dva, ali na dolgi rok se mogoče boljše obnesejo. Daljše obdobje. Ja, pa pol bi lahko rekli, da mogoče tudi na račun tega se ti mogoče bolj splača začetno investicijo narediti večjo, pa ti pol to dlje traja. Marsikje pa dobiš tudi 2 kompleta gum za tisto ceno, pa jih imaš pač pol za manj časa, dajmo reči. Sam pač če se pa to vleče, ne vem, 5-6 let, da imaš ene gume gor, pa zna biti, da te lastnosti malo pešajo, no, dajmo reči. Je pa tudi tako, recimo pri teh testih, je tako malo čudno občutka, recimo v enem letu, en let nazaj je bila ena guma na prvem mestu, drug let je bila pa kar na 6. Mislim, vse razumeš, da pridejo neki določeni modeli, ki se boljše obnašajo, sem da pa pride do neke take razlike, malo težko verjamem, čeprav pa ko gledaš, v bistvu so tiste razlike oziroma so minimalne, ne vem, za 0,1, 2, 3, 4 točke, kakorkoli, ne, tako da zaradi tega je tudi pri testih nek ta zdrav razum. Ja, potreben. Sploh, ker se pač vedno večkrat lahko pride do tega, da so tudi kakšne znamke tle v ozadju, ki mogoče malo spodbudijo kakšne rezultate, dajmo reči, tako da pač, se mi zdi, da na koncu še vedno najbolj šteje tisto, kar so pač izkušnje ljudi, pa da si jih med sabo malo izmenjamo. Ali pa vulkanizerjo. Tudi vulkanizerje je pametno vprašati, oni sigurno dobivajo feedbacke od voznikov, tako da pač tudi po moje so ena zakladnica znanja, ki jo velja upoštevati, tako da zdaj pa apelirava na vas, ne, dajte v komentarje lepo napisati kakšne vaše izkušnje, kaj vi vozite na svojih avtih, kako se vi lotite raziskave za izbor gume, a vam je to bolj tako pač, da pridete k vulkanizerju, da jim je nekaj gor, da bo dober, ali po netu naročate, kar je v akciji, ali greste pač malo bolj v raziskave, tako kot midva recimo. Sam pač imajo tudi do neke mere to ful zanima, tako da se pač rada o tem pogovarjava in zdaj po moje že zadnje 3-4 mesece si pošiljava gume sem pa tja po Facebooku, tako da malo pač sva kar globoko v temu zdaj, no, tako da, ampak z veseljem pa slišva tudi vaše izkušnje, tako da bomo pa v naslednjem videu še malo te vaše izkušnje predebatirali. Ja, pa zdaj, če narediva en tak povzetek, oziroma kar se ti gledal na Hyundai, se pravi Pirelli PZ5, Conti Sport Contact 7, Michelin PS4S. Tako. Pa si še pa Pa tale, Super Sport. Aha, še Goodyear, Super Sport. Za mojega pa v bistvu isto kot pri tebi, Sport Contact 7. Ta je v nekem tem izboru polo ostaja še zmeri Goodyear F1 Asymmetric 6, zaradi tega, ker se mi je ful dobro obnesla, pa sem bil zelo zadovoljen.
se v vseh razmerah, se pravi mokro, suho, toplo, tako da ostaja. Čeprav jaz sem precej radoveden, pa me Philips smatra, zato bi rad probal še kakšna druga. Gledal sem tudi Kumho Extra, mislim, da je isti model kot Paribic za naletnih, se je tudi dobro obnesla, tudi cenovno je ful ugodna. Pa tudi po testih ima dobre ocene. Zdaj recimo razlika med Goodyearom pa Contijem se pravi za 225, 40, 18 pride tam 1 do 2 evra, oziroma spet odvisno, ki jih gledaš, kar se mi niti ne zdi neka huda razlika. Kumho je pa precej cenejši. Tak, precej. Koliko je to? Mislim, da je konkretno? 10-15 evrov. Ja, Nekaj takega, tako da. se na svetu pa že kar pozna, recimo. Ja. Je pa res, da za marsikajšnega pa ta razlika ne bi bila Mislim, neki itak, velika, relativno, ne. pač tudi odvisno, o kakšnem avtu govorimo. Ne? Ja. Pač na kakšnem Porscheu ali pa kaj tasga je pač ena letna guma, Absolutno, to, kaj je pri nama absolutno. C10, ampak to je vse relativno. Različno. Tako da pač mi dva gledava tle za svoj budžet, tako da bo pač nama ok Ja, in da pridemo dobro čez. točno to. Pa tudi, recimo, Bridgestone sem dal vendar tega, ker sem imel recimo slaba izkušnja. Paribic, kaj je prvo hradna, ampak to ne pomeni, Da so vse Bridgestonke zdaj pa- slabe. Ja. Tudi na različnih avtih Ja. se lahko različne dimenzije drugače obnašajo, tako da definitivno pač. Tudi so že dali precej novih modelov, ampak no, nisem niti gledal in me po svoje niti ne zanima. Michelin se mi zdi predraga, ne? Tako da nekako ne Ja, pride za pri vsakodnevno meni. uporabo, za neko tako normalno vožnjo je krno. Me pa zanima, ja, kaj je še, oziroma kaj bi pa vi priporočali. Napišite spodaj v komentar, pa se vidimo v naslednjem.